Sara Kosirnik, Greenpeace Slovenija. Hvala za besedo, pa hvala predlagateljem te seje za vabilo in za to, da imamo v bistvu sploh možnost o tem takole govoriti, a ne o tem načrtu. Mi bi si seveda želeli, da bi bil že sam proces te priprave, teh različic, prve, druge, ne vem katere že, veliko bolj transparenten pa vključujoč, ne da bi bili v njega vključeni samo okoljski nevladniki. Tukaj jaz pač mislim in ciljam na širšo splošno javnost, kot je že omenil kolega, in da potem konec koncev tudi takih nujnih sej ne bi bilo potrebno sploh sklicevati. Vsi, ki tukaj sedimo, sem prepričana, da se zavedamo tega, da gre pri tem načrtu za izjemno pomemben strateški dokument. In vemo, da ta načrt ne bo samo podprl nekih projektov, pa nekaj saniral, ampak da bo na nek način začrtal smer nadaljnega razvoja Slovenije. In pri tem je nujno poudariti, da reševanja gospodarstva ne bo možno vzpostaviti brez upoštevanja dveh trenutno največjih kriz, v katerih smo se znašli. Prva, seveda, huda zdravstvena kriza, ki je med drugim razgalila tudi pomen učinkovitih pa delujočih javnih sistemov. S tem mislim transporta, zdravstva pa tudi medijev. In pa seveda brez upoštevanja vse bolj ostre podnebne krize, ki je prepletena s procesom degradacije naših naravnih ekosistemov pa množičnim izumiranjem živega sveta. In če izhajam iz pravkar povedanega, so naši ključni, glavni vsebinski poudarki, mogoče lahko rečem celo predlogi za ta načrt za okrevanje, najprej definitivno na energetski tranziciji iz fosilnih goriv na obnovljive vire. Pri čemer je najbolj temeljito, najbolj ključno opuščanje premoga in to v tem desetletju. Pravkar vemo, je bila v javni obravnavi strategija za izhod iz premoga, kjer moramo in vztrajamo pri zasledovanju cilja opustitve premoga v tem desetletju, ponavljam torej do leta 2030. V načrt bi se tako morali vključiti tudi ukrepi, ki bi to letnico podprli, obenem pa se bi morala vključiti tudi jasna strategija o pravičnem prehodu zaposlenih v tej premogovniški regiji. To so bistvene stvari. Ko govorimo o energetski tranziciji, seveda izpostavljamo tudi investicije v obnovljive vire energije. Žal v zadnji različici načrta, ki je v javnost prišla, vemo, preko tednika Mladina, februarja letos, žal jaz nobene druge različice ne morem komentirati, ker je nisem videla, je bilo od skupno 5,2 milijard sredstev za obnovljive vire energije namenjeno le 0,1% skupnega zneska. Drobiž 5 milijonov evrov. Več denarja recimo je bilo namenjeno, predvideno za obvoznico Mirna ali pa obvoznico Žiri. To so te nesmisli. Zdaj se je, kot vidimo, zgodil nek vsebinski preobrat, ampak žal ponavljam, jaz tega pač ne morem komentirati, ker ga nisem videla. Kar se tiče obnovljivih virov energije in neizkoriščenega potenciala, seveda Slovenija, kot je že kolega povedal, proizvede le 2% električne energije iz sonca in vetra, kar nas uvršča tukaj na rep evropskih držav. Drug poudarek vsebinski, trajnostna mobilnost. Spet se bom opirala na prvo različico, stvari, ki so bile notri zapisane, so bile, kar se tiče tega, katastrofalne, več kot 400 milijonov za ceste, 163 za železnice. In glejte, da bi ljudi osvobodili iz avtomobilskih volanov in naš prometni sistem končno pripeljali v 21. stoletje, mi potrebujemo obsežne naložbe v javni potniški promet s poudarkom na železnicah in kolesarskih infrastrukturah. To ne pomeni le nadgradnje, ampak tudi razširitev in zagotavljanje cenovne dostopnosti javnega potniškega prometa. Takole, če bi obveljala ta prva različica tega načrta, sem jaz žal prepričana, da bi mi potrebovali potem še en nov načrt za okrevanje, ker bi nas vse te ideje in zamisli in projekti zapisani noter pahnili še globlje v še hujšo okoljsko in podnebno krizo. Tudi ta Green Recovery Tracker, omenjen že na začetku, primerjalna kvalitativna, kvantitativna analiza do februarja predloženih načrtov je seveda Slovenijo postavila na dno vseh držav članic in več kot polovica, skoraj polovica, predlaganih projektov je imela negativen učinek na okolje.
Če počasi zaključim, res še par pomembnih poudarkov bi izjemno rada z vami delila. Pri varovanju pa zaščiti okolja gre seveda za jasno in nedvoumno povezavo z varovanjem javnega zdravja. In če v tem trenutku te hude zdravstvene krize mi nismo sposobni spredvideti te povezave in tega razumeti, pri tem se bom zdaj oprla predvsem na nedavno poročilo UNEP-a, torej Agencije Združenih narodov za okolje, dostopno na spletu, lahko si ga pač preberete, jasno razloži povezave med degradacijami naravnega okolja in izbruhi pandemij. Torej, če se ne bomo zavezali najvišjim standardom zaščite varovanja okolja, ne mislim samo v tem načrtu, govorim širše o vseh ostalih politikah, ukrepih, zakonih, ki se bodo sprejemali, s takšnim delovanjem bomo dolgoročno škodovali sami sebi. To je pač tisto, česar se je res potrebno zavedati. Tudi OECD, temelj tega ustaljenega ekonomskega reda, je že kmalu ob izbruhu pandemije začel opozarjati, da bi lahko grožnje zaradi podnebnih sprememb in degradacije okolja družbo in tudi gospodarstvo destabilizirale tako kot COVID, vendar na drugačni časovni premici. In da je treba ukrepe in politike za spodbujanje gospodarstva uskladiti z ambicijami glede podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti in širšega varovanja okolja. Še zadnja misel. Tudi Evropska okoljska agencija je v začetku letošnjega leta zapisala, da na dolgi rok ne bomo mogli imeti gospodarske rasti, ki ne bi za sabo pustila okoljske pustinje. Zato je potrebno premisliti naše razumevanje razvoja. Prišel je žal čas, ko moramo resno upoštevati tudi alternativne ekonomske ideje, kot je odrast in prenehati slepo slediti gospodarski rasti, ki v zasledovanju dobička uničuje planet in vsa živa bitja na njem. Hvala.